Proge imaš dolge po 2 kilometra, ali pa več. Ja. Še poleg malo. Največja višinska razlika je pri smuku. Drugačna oprema kot za ostale discipline. Kako drugačna oprema? Mislim, Smučke. kaj druge? Daljše so smučke, potem imaš Zvite palce. zvite palce, ja, zaščito za hrbet. Čelada je ista, v bistvu. Zakaj so palce zvite tu pri smuku? Da grejo lepše. Da je bolj aerodinamična preža v smuku. Da niso tako parkste v smuku. Da nimaš antene. Prav to mogoče pri kolegici Ferk včasih vseeno rata, da tako več stojijo pol, ampak. Ugotovili smo, da tudi pri kolegici Štuhec so pa gor. Sam jaz imam kolegica Brožnik je pa dobro pričal. Ja ne, pa letos je tudi, da mora biti čelada, ta prava čelada, oziroma moraš imeti nalepko, da te nalepke so zdaj FISA predpisala, to kakor ena homologacija za čelade in ko nima te nalepke, sploh ne moreš štartati. Vinjeta je to. Ja, vinjeta. Sploh ne moreš štartati smuka ali pa super veleslaloma. Tudi treninga ne. Jaz mislim, da je smuk kar zahtevna disciplina. Da jo moraš trenirati, mislim, da ni tako kot slalom, ne vem, hitrejš prideš noter, no. Smuk moraš pa kar imeti par kilometrov za sabo, pa da je potem lažje, no, mislim, je velika razlika, če ti treniraš ali pa če pač priješ na trening uradni, pa ne. Pa ni izvizilo, ja. Tudi pomisljena telesna pripravljenost mora biti malo drugačna. Moraš dlje, večje sile, skoke in podobno. Ma zraven še druge prvine skoke, kompresije, vrata imaš lahko slepa, boj ne vidiš čez prelomnico, tako da. Kot je na primer tu Bad Kleingerheim, lep primer tega. Ja, tu je veliko takih vrat, ne, tako da si moraš res progo zapomniti. V bistvu na slalomu ali pa na veleslalomu ne rabiš vedeti vsakega kucla, vsake prelomnice se že zapomne, samo vsakih vrat ne rabiš vedeti. Tle pa pri smuku pa moraš vedeti točno, kje gre. Vse, teren, pač podlago in... Pa in njere, da damo. Drugače se zgodi. Linijo imaš fajn trenirati, zato ker tle je fajn, na smukah imaš tudi celo progo pobarvano z barvo, pa tudi super veleslalom. No, se imaš tudi pri veleslalomih, ampak tukaj je dosti bolj pomemben in se potem tudi orientiraš. Recimo, kako boš linijo, za ta pravo linijo. Fajn je recimo, če je kakšna difuza, da to ti v bistvu dosti pride v pomoč. Ti mislim... Ja, navajen moraš biti predvsem na hitrostno bariero, moraš imeti dovolj visoko, da še vedno upaš, ne vem, pohoditi smučo, ostati naprej, da ne se bolj ukočiš pa grejo. Ja, ker v bistvu, če stojiš naprej, pa če si v položaju, ti je veliko lažje, ne. V bistvu imaš več problemov, če si bolj pasiven, ne. Ful moraš biti odločen tle. Tle, ko se poženeš štarta, moraš biti 100%, od štarta do cilja, ker če niste vsak tucel ti lahko. Samo da pravim, ne od štarta do cilja, od štarta, dokler se ne vstaviš v cilju. Ja, ker tudi cilji so dosti navarni, ja, tudi tukaj je spet en radius oziroma ena kompresija v cilj, pa še tako fajn malo te zruka. Ja, pa po 2 minutah je... Moraš biti zbran, dokler se ne vstaviš popolnoma. Kaj je s temperaturo v bistvu v teh kombinezonih? Topli so, kaj? Jo, meni je bilo danes ful vroče. Meni tudi res normalno. Zdaj, ko se nosijo te pajkice, to je tako, kada bi se v takih pajkicah dol spustil, pa kle gornil in uprijeto majčko. Ja, to tako zgleda. Za predstavo. Ja. Mislim, to bolj zebe med... Pa ne, niti ne, zato, ko imaš itak... Med vožnjo najbolj v obraz zebe, tak tu direktno pod očali, ker je... Sam jaz... Direktno, ampak sam mislim, ker šel pa adrenalin, pa... Ja, naš lahko zebe, no.
To je to, da ko se poženeš, to pozabiš. Ja. Da jim res... V cilju je pa Ja. je tako vroče, zdaj Ja. adrenalina, ne. Šele 10 minut, pa se pa počasi. Mislim, najbolj pa zebe ponovadi pa v pancerje, ne. Mislim, v noge. Ja. To je To pa pa je stalnica. klasika. Tako da imaš tudi posebne, zdaj, druge pancerje za hitre discipline, ki so bolj mehkejši, zato da pač, ko jim raz, da ne ratajo tako trdi, da še zmeraj In lahko agresivni. nogo Ja. premikaš v njih. Zažile so različne, zdaj bomo temu rekli, ne? Ker Ja. se že nekaj let boljše punce uporabljajo daljše smučke. Ne vem, če ravno zdaj moške, ampak pač daljše so, se pravi, iz 2.10 se je šlo na 2.16. Zdaj pa odvisno. Jaz imam tudi take že. Jaz imam še 20. Jaz pa tam malo. Se pa odloči, da je odvisno. En trening 20, en trening Ja, lahko. 2.13. Lahko Pa pa to se prilagodiš pa- na, glede na progo. Kakšna ne. je proga? Ja. Recimo, če je proga bolj tehnična, boš vzel, ne vem, 2.10. Če je proga bolj odprta, boš vzel daljše smučke, zato ker razlika je, da so une bolj stabilne. Ne vem. Še. A? Ja, daljše Ja, stabilnejša, daljše samo je stabilnejša, več rabi. da lahko Ampak narediš. rabiš pa več moči, da jo obrneš, da jo peleš v ja. zavoj. Tako da imajo ponavadi tiste, ki so bolj večje, pa dosti bolj močne, pač imajo skoraj vse že nekaj let daljše smučke, tudi v drugih disciplinah. Ja, mislim, zakaj so njih tukaj dva No, treninga, ja, če slalom, super veleslalom, super Zakaj G ne v na bistvu ni, ne. Super G, ja. Ja. Dobro Točno. vprašanje. Ne vemo. V bistvu... Tako so se odločili, kaj zdaj? Ja, se mi zdi, da zato, ker je res, mislim, zato ker je težek, mislim, dolga proga je, še vsem daljša, najdaljša od vseh disciplin, ne. V bistvu največ si imaš za zapomniti in se mi zdi, da tudi iz tega razloga, da v bistvu imaš dve možnosti ali pa včasih tri, da res naštudiraš postavitev in da se pol na tekmi res maksimalno poženeš, v bistvu, da je pol... Po moje tudi ne vem. zato, ker recimo klej je full hiter, gre. In recimo, če ne bi bilo nobenega treninga in ne vem, ko sploh ne veš, recimo, ker tukaj je odvisno od linije vse. Ja. Pri slalomu, veleslalomu ti v bistvu dosti gledaš, ti ne gledaš linijo, aha, zdaj bom pa tukaj zapeljal, tukaj točen. Ti tam zapeleš tako, ne vem, V bistvu že pod... ja, tam je že bolj, ja, v podzavesti tam je že bolj- bolj. Tam bolj voziš postavitev, ne? Ja. Direkt pač prilagodi se postavitvi. Zdaj tu Gledaš pa, naprej. Tukaj pa ne Ja. moreš, tukaj pa če so vrata, ne vem, tukaj pa tukaj, ti ne moreš iti z ena v druga naravnost, pač najkrajšo pot, no, ampak če Ja. imaš naslednja poj tam, Ja, moraš ti narediti tak velik trebuh zavoj, recimo, ker so smučke toliko daljše in ne, ja, več moraš Ja. poinvestirati, pa to pa v bistvu mislim, da predvsem zaradi varnosti. No. ja, recimo, ker če bi ne bi bilo treningov, bi se pač normalno tekmoval, se na štartu gre na polno, bi bilo, mislim, da zelo veliko več nesreč.